Dober večer, blagoslov vsem članom, članicam. Danes začenjamo 10. oziroma je 8. redni občni zbor Društva za srečno življenje Belis. In sklic izrednega občnega zbora je bil 21.2. za danes ob 18. uri. Upravni odbor Društva za srečno življenje Belis je na 10. redni seji dne 12.2.2026 na podlagi 21. člena statuta Društva Belis za danes 21.2. sklical 8. redni občni zbor na podlagi 21. in 36. člena statuta društva je upravni odbor sprejel naslednji dnevni red 8. rednega občnega zbora. Pod A pregled in potrditev letnega poročila za leto 2025 Društva Belis. Pod B sprejem letnega poročila za Društvo Belis za leto 2025 s podpisom zapisnika. Zdaj pa gremo na ugotovitev prisotnosti članov. 9 na Zoomu oziroma 10, torej ravno kar se 10 na Zoomu, pa še tukaj se preštejemo 16 nas je, torej ugotavljam, da je to ni polovica članov, tako da bomo prestavili za čez 1 uro, se bomo še enkrat prešteli. In tako da zdaj bomo pa šli na sprejem zapisnika izpred 14 dni. Ste ga dobili, ima kdo kakšne pripombe? Ni pripomb, torej lahko glasujemo, da se zapisnik sprejme. Ja, se strinjamo. Se vsi strinjajo z zapisnikom 213. srečanja. 212. 213. Ja, ok, zapisnik je sprejet. Tako, zdaj pa imamo časa, dokler nas Zoom ne izklop, 40 minut je seja, imamo zdaj časa enih 36 minut. Prejšnji teden je bilo veliko tem, jih niti nismo uspeli vse obdelati. Danes bomo govorili o pošti, o Državni volilni komisiji in o tem, kar smo tudi o strankah, predvsem kar je Nacionalni svet za digitalno etiko preko pooblaščenca Mihaela za forenzično raziskavo naredil. Ja, žal pač čisto vse, kar gremo gledati, povsod najdemo kršitve, tako da je situacija v Sloveniji alarmantna, po slovensko bi rekel grozljiva, kar se tiče prava, ustavnih pravic in poštenosti, tega ni. Tako da danes bo pač nekaj takih še tem, ki ne bojo najbolj razveseljive. Za naslednji teden pa bomo šli v nasprotno smer, v akcijo reševanje vojaka Janeza iz tega kotla, nepravnega, nepravičnega in nepoštenega, da se bomo organizirali po naši samoupravi. Predstavili bomo danes tudi uradni list družine Belis, pravilnik Nacionalnega sveta za digitalno etiko. 1 leto je zdaj, odkar smo sprejeli ta zakon Nacionalnega sveta za digitalno etiko, noben se ni pritožil, poslali smo na vse možne naslove, na Vlado Republike Slovenije, Državni zbor, Ustavno sodišče, Vrhovno sodišče, informacijski pooblaščenec, Finančna uprava, občine v Republiki Sloveniji 212, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb v Republiki Sloveniji smo jih obvestili, uradno smo jih obvestili in uradno obvestilo in obvezujoč nalog za uskladitev delovanja državnih organov s pravnim statusom in avtonomijo Društva za srečno življenje Belis. Razložili vam bomo, na kateri podlagi društvo deluje od leta 2002,
v skladu z sprejemom statuta na upravni enoti. Ker je bilo to pred letom 2004, ko smo šli v Evropsko unijo, nam te pravice avtomatsko so še ostale, ker smo bili prej pred Evropsko unijo. In zdaj pa, ko smo sprejeli pa še uradni list družine Belis, in pa ta pravilnik je pa od ponedeljka naprej, s tem pravilnikom bodo naši akreditirani sodelavci lahko s polnimi pooblastili po tem uradnem listu družine Belis, so vsi člani društva Belis vključeni v to jurisdikcijo oziroma v to našo zaščito, bodo lahko člani z akreditacijo Nacionalnega sveta za digitalno etiko lahko šli pregledovati državne organe. Kdor bo imel željo iti fizično v to pogledati, bomo jih tudi pregledovali preko forenzičnih raziskav preko računalnika in potem bomo videli, kako se bojo obnašali. Skratka, ugotovljeno je bilo v zadnjih 2 mesecih, da vsi državni organi, ki bi mogli ščititi naše digitalne osebne podatke, jih prodajajo v Ameriko. Skratka, Facebook, Pixel, Google Analytics, to so zasebna podjetja, do katerih pa ima po ameriški zakonodaji dostop tudi agencija varnostna, ki se je reče NSA in CIA tudi. Potem pa oni vračajo te filtrirane podatke našim oblastnikom za denar, se pač prodajajo te stvari, naši morajo kupovati. In zdaj ta teden smo pač dali pod drobnogled Državno volilno komisijo. In Državna volilna komisija po objavi rezultatov te forenzične raziskave je izginila, njihova spletna stran je postala bela in dali smo prijavo informacijskemu pooblaščencu in vsem ministrstvom, večjim ministrstvom, in informacijski pooblaščenec nas je klical, da oni ne najdejo teh kršitev. No, smo potem posredovali, kaj se dogaja na Državni volilni komisiji, in je Državna volilna komisija profilira volivce, zbira osebne podatke in jih preko teh piškotov pošilja v Ameriko. In oni imajo, če greš na njihovo spletno stran, se pojavi 2 taka spiska domen, oziroma število je okrog 500. Jih bom nekaj prebral, ne. To je Next Generation EU, Evropa, pol je PSRS, SI, Šema, Validator, Visiting Europa Parlament, volitve GOVSI, Consilium Europa EU, ECB Europa, Facebook, Europarl, Flickr, Google Analytics, Google.com, Google Tag Manager in tako naprej, LinkedIn, Patriots. Skratka, poročilo o kršitvah varstva osebnih podatkov digitalne suverenosti na spletišču Državne volilne komisije. Povzetek bomo zdaj vam povedali, da si boste majčkeno predstavljali, kakšne stvari se Državna volilna komisija dovoli. Dokumentacija Nacionalnega sveta za digitalno etiko in Društva za srečno življenje Belis razkriva sistematično in nezakonito uporabo sledilnih tehnologij na uradni spletni strani Državne volilne komisije. To sploh ni nobene zaščitene informacije. Vsak volivec, ki ima interes, da pogleda, kako sploh se iti te volitve, kateri obrazce izpolniti, katere osebne podatke jim tam dati, ti nevede prideš gor, da boš čim več informacij si zbral, da probaš zgraditi si listo, zbrati si listo in kar naenkrat ne veš, ne, če nimaš tega znanja, da oni tvoje podatke
poberejo dol in jih v bistvu pošiljajo v Ameriko. In na podlagi tvojega obnašanja oni v času volilne kampanje preko Facebooka in ostalih aplikacij, ki jih ti imaš na računalniku, te perejo možgane. Da ne boš volil tega, ti dajo negativne oglase. Da boš volil unga, ti dajo pozitivne oglase. In tle zdaj ta fikcija volitev, ki je Mihael napisal v knjigo, da je fikcija volitev, da je vse po programu napisano en mesec naprej, s katerimi različnimi aktivnostmi, dejavnostmi, prireditvami bodo volivce zavajali, odvajali in metali pesek v oči, da se ne bodo slučajno oni aktivirali v volilno tekmo. In ne samo to, da je pač en mesec pred uradnim začetkom volilne kampanje treba zbirati podpise, ne pri sončnem vremenu, ampak pri nevihtah, pri dežju in pri megli. In jaz sem spremljal vreme od novembra do zdaj, do začetka februarja, konec januarja. Do zdaj ni bilo 14-dnevnega obdobja dežja, megle in predvsem slabega vremena. Načeloma januar, februar bi mogel sneg padati, ampak ni. Ni pa zato, ker je megla še bolj učinkovita za to, da si ti naš premaknil iz kavča in šel na upravno enoto dati podporo volivca. In je to zelo učinkovito, da kandidati in stranke, ki niso v parlamentu, ne pridejo v parlament, ker ne bojo zbrali 50 podpisov, oziroma če so stranka, oziroma 1000, če niso stranka. In smo gledali ta vzorec, se je ponovil zdaj isto pred volitvam generalni, kako se temu reče, generalni vrhovna poveljnica Slovenske vojske ima seveda tudi komando, da naroči kakšne vojaške vaje. Vojaške vaje pa danes gledajo tako, da radarji pritiskajo mase, vlažne mase v tla, z radarskimi impulzi se naredi kolobar in tam, ko je kolobar, je zgoščena masa in tam pade pač padavina dež dol. Drugače pa tak tank filter, koprenasta oblačnost pomeni, da je umetna, da je našpricano, in če ni, radar ne delujejo, gre pač ta masa naprej v sosednjo državo in ni tukaj dežja. Vkolikor oni vklopijo radarje, ki jih upravljajo iz Amerike, o tem bo več govoril naslednji teden Stojan Svet, ki kandidira v koaliciji Zedinjenega naroda in bo naslednji teden predstavil, on je pa dejansko največji strokovnjak na področju, on je predsednik civilne iniciative Modro nebo, postojni spremlja te vojaške vaje, gleda fizično, kdaj so vojaki ameriški prisotni in pozna tehnologijo 50-60 let staro, kako se umetno vreme dela in seveda ne samo vreme dela, dela se tudi bolezni in dela se tudi na podlagi tega, kar je našpricano v zraku, in z radarji in z satelitskimi frekvencami spreminjajo razpoloženje ljudi. In to bojo delali tudi v času volitev. Z frekvencami lahko podzavestno sporočajo neke negativne ali pozitivne sporočila, ki ljudje pripravijo, da se bojo odzvali na določeno stranko, da bi jo volili. Skratka, tu gre za tako visoko tehnologijo manipuliranja volivcev, da čisto vsako leto pred volitvam, vsake 4 leta pred volitvam, 2 meseca pred volitvam, se neki nenavadni veliki zneski kreditov pojavijo. Za časa Bratuškove 2014 je 2 meseca pred volitvam vzela 700 milijonov kredita. Zdaj je minister za finance januarja vzel kredit na tak način, da je razpisal 1,7 milijarde obveznic in to so tiste stvari, ki se sploh noben ni pogruntal. Skratka, kako potekajo volitve? Volitve potekajo tako, da obstoječa struktura vzame 1 milijardo evrov, nekje toliko so si vzamejo, približno, kar jih spremljam zdaj zadnjih 15 let, da nadzirajo vse komunikacije med potencialnimi novimi strankami. To pomeni nadzor telefonov, nadzor e-mailov, fizično sledenje avtomobilov,
plačati, naročiti vreme, da bo neugodno, da ljudje ne bodo šli zbrati, podpirati, podpisovati podporo volivcev na upravno enoto, se pravi te obrazce. Potem gre za nagajanje v telefonskih zvezah in skratka tudi kakšen atentat se zgodi, v mojem primeru jim to ni uspelo 2014, sem pa bil sledilno napravo sem imel na avtomobilu in tudi ene par atentatov sem takrat preživel. Tako da volitve niso hec, volitve so največja fronta, največji možni napadi, najgrše oblike tuje obveščevalne službe se sprehajajo, tle so se vozile za nami, to srbske, naši udbaški sodelavci se skrijejo za tujimi obveščevalnimi službami in volitve niso hec in volitve so daleč najbolj nevarna dejavnost, ko se je logreš v Sloveniji. Zakaj? Oni milijardo dajo za to, da potem 4 leta lahko pokradejo 16 milijard oziroma pokradejo jih recimo 10, 30 gre pa za tekoče posle in teh 10 milijard je vsako leto 2 milijarde pa pol za te sodelavce, ki so že skozi v javni upravi, da to deluje. Tok okrog teh volitev, Državna volilna komisija je pa ta teden pač padla na izpitu. Predsednik Državne volilne komisije, Golob, mislim, da je Peter, je tudi vrhovni sodnik. In vse pritožbe, ki grejo na Državno volilno komisijo, jih obravnava vrhovno sodišče. Se pravi, on sam napiše pogoje za sodelovanje na volitvah, če se pa kdo kaj pritoži po nekem zakonu, pa on odloča o tem. In tako da take so volitve pri nas v Sloveniji. Ne? Napišeš pravila in sam odločaš o pritožbi. Se pravi, ni nobene možnosti, da pride do demokratičnih volitev v Sloveniji. Razen zdaj smo mi dali pa prijavili smo Državno volilno komisijo informacijskemu pooblaščencu. Zaradi zbiranja teh osebnih podatkov in teh domen, ki imajo dostop do naših osebnih podatkov in ki omogočajo profiliranje volivca in po povratni informaciji strankam plačajo te zadeve in stranke imajo potem možnost pripraviti volilno kampanjo individualno za vsakega volilca posebej, lahko so targetirani, ciljani te volivci na Facebooku ali na drugih pač portalih in tako v bistvu se pere možgane. In temu se ne morete izogniti. Vi boste kar naenkrat videli eno objavo od določene stranke in boste spremenili mnenje. Zato, ker so vas izbrali, da ga boste na tak način, da ga boste spremenili in v njihovem interesu je, da noben ne pride v parlament, tiska ni že zdaj noter in v njihovem interesu trenutne vlade je, da ta vlada ostane, zato da spelje svetovno agendo, digitalizacijo nas državljanov, narediti robote, najprej digitalni denar, potem pa kar digitalna osebnost. To pa je že področje znanstvene fantastike, ki se zdaj spreminja v realnost in ta realnost je pa bila že napisana v razodetju 2000 let nazaj. O tem bom drugič mogoče kaj malo več govoril. Kar smo Državno volilno komisijo prijavili, bi tlele zdaj malo glavne ugotovitve vam prebral. Se pravi, dokumentacija Nacionalnega sveta za digitalno etiko in Društvo za srečno življenje Belis razkriva sistematično nezakonito uporabo sledilnih tehnologij na uradni spletni strani Državne volilne komisije DVK Republike Slovenije. Analiza, izvedena februarja 2026, ugotavlja, da DVK prek orodij tujih korporacij, predvsem Google Analytics in Metapixels, omogoča prenos osebnih podatkov in profilov slovenskih volilcev v Združene države Amerike, kjer pač imata sedež ti dve internetni korporaciji, do katerih ima pa dostop NSA in CIA obveščevalna služba. Seveda CIA pa obveščevalne službe pa več ali manj služijo na prodaji podatkov.
Glavne ugotovitve vključujejo tehnični dokazi. Sledilna koda je prisotna na 45% vseh podstrani Državne volilne komisije. Ne na eni, na 45%. 241 podstrani od 536 datotek. B. Pravne kršitve. Neposredna kršitev splošne uredbe o varstvu podatkov GDPR, sodbe sodišča EU v zvezi s Šrems 2, Zakon o elektronskih komunikacijah ZEKom-2 in Ustava Republike Slovenije. Varnostno tveganje. Izpostavljenost volilnega telesa algoritmičnemu profiliranju in manipulaciji. To je po Cambridge Analytic 2.0 bilo v javnost predstavljeno, kako deluje ta manipulacija, kar pa ogroža volilno tajnost in demokratične procese. Volitve niso volitve po vaši izbiri, ampak to je socialni inženiring. Oni vas psihološko pripravijo, da boste volili tisto, kar si želijo. Zato, ker Goebbels je v bistvu začel s takimi metodami, 10-krat izrečena laž postane resnica, ja resa. In zdaj so pa to malo bolj napredne tehnologije, se pa pojavi na vašem osebnem profilu, tisto, ko vi najraje gledate in se vam tam spreminja vaše mnenje. D. Zahteva po ukrepanju. Prijavitelj zahteva, se pravi NSDE, takojšnjo odstranitev sledilnikov, izrek upravnih glob in uvedbo sistemskega nadzora nad vsemi državnimi organi. Tehnične ugotovitve in forenzična analiza. Analiza spletišča www.dvk-republikaslovenija.si je bila opravljena z orodjem HTTrack, ki je omogočilo zajem in pregled 536 HTML datotek. Ugotovitve kažejo na obsežno integracijo zunanjih sledilnih mehanizmov, prisotnost sledilnih tehnologij. V izvorni kodi je bilo zaznanih 539 posameznih vzorcev sledilne kode, ki so se pojavili v 4 ključnih oblikah. Klasična iniciacija Google Analytics, konfiguracija Google Analytics 4, vključitev Google Tag Managerja, skripte, ki se naložijo prek Google Tag Managerja.com, neposredna povezava na strežnike, zahtevki na domeno Google Analytics.com collect. Obseg zbranih podatkov. Ob vsakem obisku strani se v ZDA prenesejo. Zdaj poslušajte, kaj se prenese. IP naslov obiskovalca, unikatni identifikator. Identifikator seje, klient ID, tehnični podatki o napravi, operacijskem sistemu in ločljivosti zaslona. Vedenjski vzorci, trajanje obiska, klikane povezave, pomikanje po strani, scrolling, oklepav in vnos v obrazce. To pomeni, da v bistvu so oni, kot da bi oni sedeli na vašem računalniku. To, ko oni vidijo o vas. Kaj vi gledate, kaj vi mislite, kako se miška premika, kje ostane določene sekunde, in z takšnimi podatki je enostavno narediti individualni načrt, kako bom jaz tebe prepričal, da boš ti volil tega, kar bom jaz hotel. Zdaj, pravna analiza in kršitve zakonodaje. Uporaba zgoraj navedenih tehnologij na spletišču državnega organa predstavlja večplastno kršitev pravnega reda. Kršitev GDPR in sodne prakse EU. Člen 44 do 46 GDPR pripoveduje prenos osebnih podatkov v tretje države brez ustreznega pravnega temelja. Po sodbi Šrems 2 ZDA ne zagotavljajo ravni varstva, primerljive za EU, predvsem zaradi zakonodaje FISA 702 in Cloud Act, ki omogoča ameriškim obveščevalnim službam dostop do podatkov. Člen 6 GDPR. DVK nima veljavne privolitve, .a, niti uporaba Google Analytics ni nujna za opravljanje javnih nalog, .e. Potem je člen 9 GDPR. Politično prepričanje spada med posebno kategorijo, občutljive podatke, ki uživajo najvišjo stopnjo varstva. No, pri nas ne uživajo tega varstva, ampak je razprodaja.
tudi na DVK. Kršitve ustave Republike Slovenije je 22. člen volilna pravica, načelo tajnosti glasovanja se krši, če zunanji akterji profilirajo zanimanje volivca za določene kandidate ali programe. 35. in 38. člen kršitev nedotakljivosti zasebnosti in varstva osebnih podatkov zaradi zbiranja podatkov v nasprotju z namenom. Ostala zakonodaja še ZEKom 2, 153. člen, shranjevanje piškotov in sledenje zahtevata predhodno izrecno informativno privolitvijo, ki je spletna stran DVK ne ponuja. Zdaj, to so toliko velike kršitve, jih bom do konca prebral. Potem je še en zakon, AI akt, uredba EU 2024, sistemi, ki vplivajo na nedemokratične procese in vključujejo podzavestno profiliranje volivcev, se obravnavajo kot sistemi visokega tveganja ali in so celo prepovedani. Kazenski zakonik KZ-1, zavestna uporaba nezakonitih tehnologij, lahko izpolnjuje znake kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja 257. člena. Ja. Zdaj, predsednik Državne volilne komisije bi tukaj, zdaj bomo mu dali nagrado za izredno neučinkovito delo. Skratka, penali so to, ali kako bi temu rekel, nič se ne bo spremenilo, ampak mi vemo, kako vi delate. Lahko tudi zamenjate tega Petra, ni problema, pa da ste Francena gor, bo šlo isto naprej, ampak zdaj se situacija spreminja. Ne? Volitve pri nas so nadzorovane strani Amerike. In v bistvu se vse nadzira strani Amerike. Ne? Kako bomo zdaj mi v Sloveniji naprej živeli? Skratka, vse bolj obveščeni in osveščeni smo in za nos se nas ne bo več dal voditi. Glede na to, pa da ste pred 14 dnevi objavili na RTV-ju, da ste dobili kitajske robote, za industrijo, ki lahko nesijo 25 kg, in v teh 25 kg lahko oni nesijo 2 kalašnika. Skratka, vlada v bistvu se že oborožuje z roboti, ker se je začela bati razkriti. In te robote ne bojo uporabili za proizvodno, ampak jih bojo uporabili proti nam. Tako da ta Robocop scena oziroma Terminator 4 je zdaj pred nami. Stvar ne bo enostavna. Zakaj se oni požvižgajo na naše stvari? Zato, ker vejo, da so zaščiteni na vseh nivojih do vrhovnega, do ustavnega sodišča. In zato lahko delajo, kar hočejo. In se sploh ne bojo z nami pogovarjali, oni bojo poslali robote nad nas. Na nas pa je, da se še ta pravi čas organiziramo in da to preprečimo. Ker oni so vsi za zapor. Čisto vse inštitucije, zapori bi mogli biti polni tukaj, pa še na Hrvaškem bi jih mogli si sposoditi, pa v Avstriji, pa v Italiji. In ker vse vlade delajo na tak način, so si vse vlade tudi naredile zdaj podzemne bunkerje. Iz teh podzemnih bunkerjev bojo pa z miškami uporabljali te robote z puškami v rokah. Ta teden je bilo objavljeno. Prav te isti roboti kitajski so trenirani za vojsko. In so zelo hitri in ga boš težko se izognil njemu. Sploh pa neoborožen. To je zdaj ta vojno stanje, bi lahko razglasili izredne razmere. Izredne razmere vam jaz pravim, kaj narediti v tem trenutku. V tem trenutku zvončki so začeli se prebujati, trobentice, danes sem videl, so že regrat nabirali. Mi bomo razglasili izredne razmere, v bistvu je to, kar smo zdaj v 14 dneh povedali, so izredne razmere v Sloveniji. Naredite si zaloge hrane. Povežite se s kmeti. Naredite si, povežite se s kmeti, 10 minut imamo še to se javlja. 3 minute še imamo, 3 minute, potem bo Zoom prekinil našo sejo. Ob 7 se bomo pa potem nazaj preklopili.
Zdaj, na podlagi tega, kar sem povedal, izredne razmere imamo pred vrati. Zdaj, hrano si naredite. Posadite vrtove, naredite rastlinjake, posejte, povežite se s kmeti, nabavite si knjige o zeliščih, da boste imeli domačo lekarno. Ključno je, da imate dober odnos z nekim kmetom, ki ima približno zdravo zemljo. Okrog sebe se povežite z biodinamiki, z ekološkimi vrtičkarji, ker ko bo prišlo do situacije, da ne bojo mogli več obvladati našega znanja, bojo začeli zapirati trgovine oziroma prisiljevati ljudi z digitalnimi identitetami, da bomo imeli dostop do hrane. Dostop do zdravnika je že tako ali tako onemogočen, vse je centralizirano in že zdaj morate več ali manj se sami znajti, kako boste preživeli. Bolani, se sami zdraviti. Naslednji teden bom povabil eno gospo, ki se zavzema, da bi vsako soboto pri gasilskih domovih kmetje prodajali ekološko hrano, tako da naredimo svojo mrežo prehranjevalno. Danes bomo govorili tudi o pošti. Pošta je pa, to bomo za naslednjo uro si prišparal. Skratka, hrano, zdravila, zdaj čas, začnite zbirati, izredne razmere so že, vse se vidi to v tem stanju, da nas ne bojo pustili na lep način, da bi mi kaj spremenjali, tako da edina varianta je sporedni sistem, da se med sabo povežemo.